Najprej iskrene čestitke. Ptuj, naše najstarejše mesto, je prejelo naziv za najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi 2026. Velik delež je verjetno tudi festival Arsana pripomogel k temu. A drži? Ja, tu se moram najprej zahvaliti župani, mestni občini, ki so se trudili. Oni so največ tu energije posvetili temu in so tudi v bistvu, ker so nosilec vsega dogajanja. Ampak jaz mislim, da smo vsi, ki delujemo v kulturi, vsi, ki delujemo za že 10, 15, več let, smo prispevali svoj delež. Seveda večji festivali več, manjši manj. Mislim, da si Ptuj to zasluži. To se je začelo že verjetno z Evropsko prestolnico kulture in od takrat naprej se Ptuj zelo razvija festivalsko. Ogromno ima izjemnih vsebin. Tu je tudi seveda Ptujski grad, muzej, vse te zbirke. Vidimo, da se je stolp mestne seje obnovil. Skratka, ogromno ima Ptuj enih vsebin, arheološka razstavišča, ki bodo seveda verjetno z novo žitnico dobila še novo prizorišče. In pa vsi ti festivali, ki jih je verjetno na Ptuju poleti celo, morda celo največ na število prebivalcev v Sloveniji. Ptuj je postal pravo festivalsko mesto in to vse skupaj je verjetno prispevalo k temu, da se je komisija odločila in da je ta nagrada prišla na Ptuj. Pater Andrej iz Mestnega stolpa, ki je zdaj postal ena glavnih atrakcij Ptuja, je rekel: mesto smo ljudje in vsak prispeva en mozaik tudi v njegovi živahnosti. Kako je živeti na Ptuju? Ja, to je v takšnem majhnem mestu, kot je Ptuj, je to dobesedno. Se pravi, tisti posamezniki so gonilna sila, ne? In za vsako zgodbo stojijo posamezniki, ne? Skupnosti in ljudje. Skratka, živeti na Ptuju je zanimivo. Je velik izziv. Po eni strani Ptuj ponuja vse, po drugi strani za nas, ki imamo radi prestolnice, recimo jaz sem živel v New Yorku 1 leto, za mene je bil Ptuj vedno nekaj posebnega. Ko sem se vračal nazaj iz New Yorka po 1 letu, je bil šok, seveda, ne. Po drugi strani pa Ptuj omogoča to, kar verjetno v eni prestolnici ne bi uspelo, predvidevam, da ne bi, ne. Ptuj ima nudi vse, v bistvu, ne, na nek način, nudi ogromno stvari, no. Nudi kot prvo, tu je kulisa izjemna, ne. Sama po sebi je to že skoraj mesto muzej, ne. Se pravi, in ker mi delamo to poletno dogajanje, se pravi, se vse dogaja zunaj, ne v dvoranah, ampak zunaj, postane mesto prizorišče. In bolj smo odkrili, v bistvu, ne, že z leti, da ima Ptuj neverjetna prizorišča. In to ne samo mi, tu nam potrjujejo obiskovalci, to nam potrjujejo zlani umetniki iz celega sveta, ko pridejo, ko vidimo njihov vtis, kako oni doživljajo to. Potem smo ugotovili, da pa Ptuj ima veliko dodano vrednost, tako kot Bled, tako kot Ljubljana, tako kot Postojnska jama, Piran in tako dalje, ne. Cela Slovenija je ena butična, vrhunska destinacija in seveda Ptuj tudi, ne. Pa vendarle se zdi, da je Ptuj, če se malo obrneva nazaj, v nekem trenutku malo zaspal. Bil je na prvih straneh turističnih katalogov, tako kot Bled, pa vendarle ni imel enega preboja, kot da je bilo desetletji nazaj precej zaspana scena, kar se tiče nekih prebojnih zgodb na Ptuju. Točno to je bil razlog, zakaj smo se mi odločili, da bomo šli v to zgodbo. Po 90-ih, v bistvu rečemo, tam med 2000 in 2005 sem jaz študiral v tujini. In ko sem se vračal, se pravi že kot študent nazaj na Ptuj, oziroma to je že bilo kasneje, ne, je bil Ptuj prazno mesto. Predtem v 90-ih je bil Ptuj kar precej živo mesto. Tudi pred mano, vem, ker sem se pozanimal, so bile organizacije v bivši skupni državi, je bil Ptuj pa Ljubljana sta bila zelo povezana. In če so prišle iz cele regije, se pravi, zdaj govorimo o regiji, govorimo o skupni bivši državi, kakšni dobri projekti, veliki umetniški projekti, so se zgodili v Ljubljani in na Ptuju, so se ponovili na Ptuju. Potem se je tam nekje po osamosvojitvi se je vse skupaj malo zaustavilo se je. Ena stvar je bila ta, da je v bistvu življenje iz mesta šlo ven. To so trgovski centri, so precej uničili stara mestna jedra in je v bistvu vse šlo ven. In ni bilo nekega nadomestne zgodbe, ni bilo, ne. Se pravi, je bila ena praznina dolgo časa. Festivali, ki so potekali tradicionalni, so se ugasnili, v bistvu edini festival, ki je obstal, je bil festival narodno-zabavne glasbe. In naenkrat se je zgodilo, da smo v istem časovnem obdobju, nas je več posameznikov razmišljalo isto, ne. Zdaj govorim o festivalu Arsana, ki se je ustanovil, društvo se je ustanovilo leta 2006. Arts Days, festival sodobne likovne umetnosti, nekaj 2-3 leta pred nami, in pa Poezija in vino, ki je prišel na Ptuj, 2-3 leta za nami, ne, se pravi. In potem se je zgodila Evropska prestolnica kulture in mi smo ravno bili pripravljeni. In potem smo ugotovili, da zgodbe, ki jih peljemo, da imajo smisel. Ljudje to pričakujejo, želijo, mesto se je izkazalo fantastično, mediji so nas sprejeli, vse skupaj se je sestavilo v bistvu v eno zgodbo in tako, da bi tako moralo biti, ne. Ampak potem se je zgodila svetovna gospodarska kriza. Potem se je zgodila svetovna gospodarska kriza in bili smo soočeni s prvo realnostjo. Naš festival smo gradili že od samega začetka brez državne pomoči.
In to je trajalo dolgo časa. Mi smo bili verjetno malo drugačni kot večina teh nevladnih organizacij, ki ponavadi črpajo in nastajajo, če imajo sredstva, obstajajo, ko nimajo sredstev, se ponavadi stvar neha. Naša zgodba je popolnoma drugačna. Mi smo začeli brez nobene podpore. Mestna občina Ptuj nas ni podpirala čisto na začetku. Pravi, odločili smo se, delali bomo, sami bomo v to vlagali denar in svoje poznanstva, svoje veze in začeli iskati neke druge načine financiranja. Tako da smo čisto na začetku začeli z iskanjem sponzorskega denarja in takoj smo začeli s prodajo vstopnic. Nismo želeli, da bi se kultura podarjevala, ker smo dali to vrednost kulturi, ne. Kar pomeni, da nismo tako imeli množičnih obiskov, smo pa počasi začeli graditi občinstvo, ne. In to je bila prava smer. Zato, ker ta kriza se je zgodila še pol nekajkrat, ne samo enkrat, ne. Prva kriza je bila 2008, kar je pomenilo, da ko si trkal na sponzorska vrata, so bila zaprta. Ampak mi smo itak bili navajeni, da delamo brez in smo pač delali, koliko smo imeli, tako smo delali, ne. Potem je prišla Evropska prestolnica kulture, ki je bila zelo pomembna, tu nas je občina podprla in nas je prepoznala in tudi evropska sredstva so prišla in mi smo vso znanje, ki smo ga imeli nekaj let, govorim vsi festivali, ki smo takrat bili veliki, to so bili Artsdays, Dnevi poezije in vina in Arsana, smo se povečali v večje festivale, take butične, malo večje festivale in dobili en zagon, dobili umetnike iz celega sveta, mednarodno, se pravi umetniško sceno, dobili smo medijsko pozornost. Počasi nas je začelo opažati Ministrstvo za kulturo in počasi smo začeli tudi prepričevati sponzorje, ker to se je meni osebno zdelo zelo pomembno, da moraš nagovarjati lokalne, da vlagajo tudi ne samo v šport, ampak v kulturo, ne. Ker je na nek način to generator, tukaj se v bistvu mladi glasbeniki kalijo, mladi umetniki se kalijo, po drugi strani je to v bistvu dvig kulturne zavesti, to je v bistvu zapisano v našem statutu Arsane, se pravi, kaj je Arsana. Arsana bo skrbela za promocijo umetnosti in za dvig kulturne zavesti. In ko smo mi začeli, je bila zelo prisotna turbo folk kultura iz Balkana. In jaz kot akademski glasbenik sem želel tu dati nek svoj pečat in pokazati, da je lahko vrhunska kultura cool, da je vrhunska kultura the best in da se da uživati ob tem in da je to neka dodana vrednost in da tudi lahko privablja obiskovalce in da je lahko dodana vrednost tudi za mesto, da to ni samo strošek. Ampak to smo gradili počasi. Arsana se je premikala po milimetrih, ne. Kar sem se potem pogovarjal z menedžerji in z direktorji, z gospodarstva, so rekli, da je to prava pot. Vsi skoki hitri so hitri padci lahko tudi, ne. Zato smo mi zelo počasi gradili. Potem je bil drugi izziv po EPK-ju, ko so nam ukinili vsa sredstva, skoraj čist, ne, se pravi. In smo spet razmišljali, kaj bomo zdaj, ali bomo ostali s tem festivalom, ki smo ga naenkrat zgradili, ali bomo to zdesetkali, ne. Smo se odločili, ne, bomo to gradili naprej, kljub temu, da smo ostali brez 70% podpore. Kako bomo iskali sredstva? Ja, mogoče bomo malo povečali plačljive koncerte, mogoče bomo malo dvignili cene vstopnic, poiskali bomo nove sponzorje, iskali bomo evropska sredstva in tako dalje. In tako smo počasi gradili in pripričali nove sponzorje, da je kultura zakon, da naj vlagajo v umetnost in tako se je stvar razvijala. Pol je prišel COVID, tisto bil pa največji izziv, seveda to pa tako vsi vemo, ne. Precej organizatorjev je nehalo delati, kultura je bila na veliki preizkušnji, jaz kot umetnik lahko to rečem in kot organizator, da je bil to največji test, če ti res stojiš za svojo zgodbo, ne. In jaz vem, jaz sem takrat postal krizni menedžer, ker pomeni, ker tudi mesto je takrat smatralo, prireditve so se ustavile, ne bomo dali sploh ven razpisa, isto je razmišljalo ministrstvo in jaz sem takrat v bistvu ves čas bil na telefonu in prepričeval in lokalno in državno institucije, da naj nujno objavijo razpise, da poletje bo, da bo varno in da bomo delali, ker je ful pomembno, da delamo, ker če ne bomo delali eno leto, kot prvo bomo izgubili vse sponzorje in isto občinski denar se hitro preusmeri v ceste, v pločnike in tako dalje in konec, ne. In stvar, ki jo ti gradiš 15 let, zgine v trenutku, ne. In takrat smo se borili, vse nas je bilo več v Sloveniji, in smo se borili in je bilo zelo pomembno, da smo delali. Ne? Takrat smo mislili, da bo vse šlo na splet, pa ni, niti slučajno ni to veljalo, ker živa umetnost, se pravi, ko ti sediš z občinstvom skupaj in poslušaš in uživaš in doživljaš, je to energija prostora, to ni doma za televizijo. Energija se prenaša, ne? In to je bil v bistvu največji izziv, kar delamo 20 let. Ptuj ste v bistvu popeljali v svet z vsemi festivali in v enem izmed intervjujev ste dejali, da je vsak evro, ki je vložen v kulturo, 7-krat povrnen na destinaciji. Zdaj se je verjetno ta številka že povečala, ne? Na terenu opažamo, da se umetnost, kultura in glasba na tak neinovativen način vpleta v turizem, v same destinacije. Kje je problem? Jaz mislim, da je to vzrok zato, ker je ves čas v zgodovini je bilo umetnost
za elite, umetnost je ločena, gospodarstvo je ločeno, turizem je počasi prešel pod gospodarsko dejavnost in to ni bilo povezano. In niso niti vedeli, kako bi to povezali, niso vedeli, kako bi to not vpletli v to zgodbo. Jaz sem pa to zelo jasno takoj videl, jaz sem dosti časa študiral v tujini, obiskoval sem te festivale, meni je bilo to jasno. To je v bistvu tako, da ponujaš, ne vem, vstopnico v Postojnsko jamo, tako da ponujaš, umetnost je v bistvu na nek način prodajni artikl. Jaz gledam tudi kot menedžer zraven, ne, in vidim, da je to super kombinacija. Res je, povrne se več kot 7-krat, to je ena stara informacija, ki sem jaz slišal jo. Še z lenta, ne? Ko smo začeli, so nas poučili, da so to oni izvedli od takrat organizatorjev evropskih, verjetno svetovnih. In jaz sem potem to preizkušal v realnosti in to drži več kot 7-krat. Če gledam, koliko recimo nameni mestna občina, ki je naš največji pokrovitelj, mestna občina, potem lahko rečem, da se v mesto povrne več kot 10-krat toliko denarja nazaj. Res je, da ne pride nazaj na njihov TRR, ta sredstva ne pride, ampak vse bistvo niti ni bistveno. Občina podpira projekte, ki so družbeno koristna, ki imajo učinek na celo mesto, ne. Enako država, ko da razpis, ima interes, da ti dviguješ nivo kulture, da ti ponujaš možnosti vsem umetnikom, da ti promoviraš umetnost, več je čuj nekih učinkov, ne. V samih finančni strukturi se več kot 10-krat povrne nazaj v mesto, okolico, v državo. Če pa gledam še promocijski vidik festivala, ki ga ima, Festival Arsana je zdaj v preteklem letu je dosegel 1,5 milijona ogledov na družbenih omrežjih. To je bil naš rekord. Zdaj smo začeli malo bolj oglaševati se skupaj, začeli smo res se bolj marketinško profesionalno obnašati zadnja leta, ne. Kot prvo, umetniki imajo svoj brand, imajo svoje sledilce, mi se prilepimo na njih, Arsana ima svoj brand, Ptuj ima svoj brand, Slovenija ima svoj brand in to se vse skupaj množi, ne. In na tak način počasi privabljamo obiskovalce, ne bodo šli več samo v Piran, Ljubljano, Postojnsko jamo, bodo prišli tudi na Ptuj, ne. Ne bodo šli samo na festival Arsana, šli bodo pogledati Ptujski grad, šli bodo na degustacije v čudovite kleti ptujske, šli bodo na Pohorje, prišli bodo zvečer na koncert, prespali bodo na Ptuju, šli bodo vmes nekaj v trgovino, pojesti in tako dalje. To se zdaj množi. Ker pa imamo vsako leto zelo velika odmevna imena, letos glavna headlinerja festivala letos sta Luka Šulić, spravi svetovno znan čelist, in pa svetovno znana pevka Joss Stone, ki je pela z Mick Jaggerjem, z Rod Stewartom, z Stingom, z Santano in tako dalje. Prvič, da imamo tako svetovno zvezdo na Ptuju. No in v 2 mesecih kampanje smo pa ustvarili 9 milijonov ogledov družbenih omrežij. Spravi, mi smo zdaj skoraj za 1000% smo povečali gledanost v 2 mesecih, ker smo pritegnili svetovne zvezde. In to je tista moč umetnosti, ko jaz govorim o njej, ne. Zdaj je naša naloga, kako bomo vse te obiskovalce sprejeli, ne, ker koncert traja 2 uri, oni bojo pa tukaj verjetno dan, 2, ne. To je zdaj ta festivalski turizem, to je zdaj tisto, o čem govorimo, ko se v bistvu zdaj obesi vsa stvar gor na en festival. Festival je samo magnet, kako privabiš obiskovalca iz tujine, iz drugod, zdaj pa ga mora mesto sprejeti. In on bo porabil, za vstopnico bo dal 30 €, porabil bo pa 200 €, ne, na Ptuju. In to so zdaj te stvari, o katerih se pogovarjamo, s katerimi se zdaj, to je zdaj naš izziv prihodnosti. Kako s to čarobnostjo umetnosti okuži tudi področje turizma in določene lokacije, ki bi mogoče na ta način lahko bolj valorizirale same sebe? Naprimer, Ptujsko vinsko podzemlje, te vaše čudovite katakombe najstarejšega mesta, pa rovi pod gradom, pa mestni stolp, ogromno takih šarmantnih prostorov z močno zgodovinsko patino je, ne, ki bi z dotikom umetnosti, festivalov, glasbe lahko si dvignila lastno vrednost. Točno to. Ravno to, na enih takih malih modelih to že poskušamo, se pravi degustacija vina, vmes koncert. Ne govorim o tem, da ljudje degustirajo pa vmes neka glasba v ozadju, govorim prav umetniški koncert v večjih delih, vmes degustacija, recimo, zdaj iščemo neke modele, ne. Skratka, in tu se mi zdi, da vsaka stvar potem dobi višjo dodano vrednost. Ker potem to ni več samo okušanje vrhunskega vina, ampak je to umetniški dogodek. In ti ne razvrednotiš umetnika, niti ne razvrednotiš vina, niti prostora. Vsemu skupaj daš, vse skupaj dvigneš na višji nivo. To je potem to vrhunsko umetniško, mi sicer govorimo o vrhunskih glasbenih doživetjih, ker smo predvsem govorili o koncertih zadnjih 15-20 let, zdaj pa govorimo že o vrhunskih doživetjih na splošno, ne. Spravi, vsaka stvar lahko dobi mnogo višjo dodano vrednost, se boljše spromovira, se implementira ena v drugo oziroma se povezujejo stvari, ne. Prej smo govorili, da
je ta turbo folk bil v nekem trenutku zelo močan. Kako je pa zdaj? Kaj je največja grožnja tudi v bodoče? Oziroma, da ne bomo ostali samo pri nekem turbo folku, da ne bomo ostali samo pri narodno-zabavni glasbi. Eno je stvar časa, eno je stvar prostora. Jaz vem, kje mi živimo, se zavedam, kje mi živimo. Recimo festival, ki ga mi delamo, je bolj primeren za Pariz, Dunaj, New York, Ljubljano. Tudi za Ptuj. Ampak smo dokazali, da je možno tudi na Ptuju. Je res, da ko smo začeli, so se ljudje čudili. Ni bilo obiskovalcev na začetku. Takoj so začeli prej prihajati obiskovalci iz drugih krajev kot s Ptuja. Ne. Jaz sem to vedel, ker jaz sem tukaj odraščal. Ne. Tu ljudje radi grejo, se sprostijo, delajo, dosti časa delajo, večinoma recimo, da je ogromno jih dela tudi v Avstriji, ne, se vozijo, se sprostijo, radi grejo na veselico, to je nič narobe, to je super, zabava je del tega kraja tudi, ne, v bistvu vse ne samo tega, v bistvu cela Slovenija, govorimo o tem, ne. Jaz sem pač tu zrastel, to je del mene, ampak sem šel v klasično glasbo, umetnost, jazz in tako dalje, ne. Del te identitete sem pa malo iz tega ven izstopil, ne. In zdaj vračati se nazaj, vem, ker smo se pogovarjala, to zdaj govorim eno anekdoto, ko sem se vrnil z New Yorka, ne. Jaz sem bil tam vsak dan v jazz klubih, ne, nastopil tudi in tako dalje in sem se vrnil z New Yorka po enem letu in sem bil na kavi z Tadejem Tošem, ne, našim izjemnim talentom, gledališkim igralcem, stand-up komikom, skratka, kar se mene tiče, on umetnik visoke klase, ne. In smo se pogovarjala, je rekel Mladen, znaš ti spremenil tega Ptuja, ti si prišel zdaj z New Yorka, ti se zdaj moraš nazaj s temi energijami, se zdaj probe tu, ne. V ta habitat, ja. Ja, v to, sem rekel, veš, jaz verjetno Ptuja ne bom spremenil, Ptuj pa mene tudi ne. Ta prostor bo vedno imel zabavo in veselice, recimo to se najbolj vidi v času pusta, ko se ljudje sprostijo in to ljudje rabijo. Rabijo skupnost, rabijo zabavo, rabijo žur. In to je normalno. In jaz sem to sprejel in jaz to spoštujem in cenim in tudi se občasno tega udeležim. Ampak jaz sem nekako vztrajal, zato ker sem smatral, da obstajata samo dve vrste umetnosti. Taka, ki pride do vsakega in taka, ki je samo za elite. In jaz sem smatral, da prava umetnost mora priti do navadnega človeka. Tako kot Mozart prije, tako kot Shakespeare prije, tako kot Beethoven prije do vsakega, ne. In tako smo mi počasi gradili z leta v leto in po 5-6 letih so začeli Ptujčani počasi si kupovati stopnice za umetniške koncerte, kar jim ne bi prisodil takoj na začetku, ne. In počasi so začeli uživati. Najprej so mogoče uživali samo v ambientu zunaj, ne, na kakem lepem prizorišču. Potem smo jim ponudili, recimo kasneje smo jim ponudili opero, tudi nisem vedel, kako bo to zdaj opera, pa Ptujčani, pa še jaz sam ne grem dostikrat pogosto v opero, ne, nimam niti časa toliko, ne. Ampak mi imamo 5-6 tisoč ljudi na Panorami vsako leto, ne, in to je najbolj obiskan kulturni dogodek, to je največji kulturni dogodek, ne, v mestu, ne. To ljudje uživajo, tu prihajajo cele družine, tu prihajajo mladi, ki verjamem, da sploh ne poslušajo opere. Ampak je to eno doživetje in to je na nek način vzgoja kulturna. In to potem počasi generira in potem pridajo še pa pogledati nekaj malo bolj zahtevnega, ne. To je počasen proces je to. A bi bilo predrzno razmisliti, če bi s takimi dogodki lahko penetrirali tudi v Haloze ali pa dajem analogijo na ostala področja Slovenije? Jaz sem prepričan, da ta model, ki smo ga mi razvili, jaz sem to že na Ministrstvu za kulturo razlagal, da kot prvo, mi smo, ko smo začeli, smo dobili nalepko, da smo mainstream festival. Sem rekel, jaz vem, kaj je mainstream. Jaz nimam nič proti temu in tudi edina možnost za Ptuj je mainstream festival. Jaz bi lahko naredil festival sodobne glasbene umetnosti, znotraj sodobne še specifično. Jaz bi po 3 letih propadal. Ne bi. In kaj bi bilo od tega? Nič ne bi bilo od tega. Ne. Niti ne bi nič uspel, niti ne bi bilo dobenega smisla, zapravil bi priložnost in čas in vse in tako dalje. In jaz sem jim razlagal o tem modelu, po drugi strani sem jim razlagal modelu, da vsak, ki ga podpirajo, da mu naj dajo vedeti, da si naj išče druge stebre. In to je zelo pomembno, da ni vse odvisno od državnega denarja, da naj ne slonijo samo na državnem denarju, da si naj iščejo svoje. Zakaj bom povedal? Ker s tem, ko sem jaz sponzorje lovil, jaz nisem jih lovil samo za denar, jaz sem njih potegnil, da so prišli, pa so postali del festivala. Oni so začeli svoje zaposlene pošiljati na festival. In to je vzgoja. Jaz sem prišel not v srce. To je recimo eno podjetje ima 1000, eno ima 2500, eno ima 100 zaposlenih in tako dalje. In jaz sem počasi prišel do teh ljudi in to je prevzgoja. Če bi jaz naredil eno sodobno zadevo, zelo nišno, ekstremno umetniško, ne bi bilo nič od tega, nič ne bi uspelo. Sploh ne bi naredil tudi to, kaj bi bilo v bistvu, kaj bi bilo poslanstvo naše, ne. In to se mi zdi, da je zelo pomembno in ja, jaz mislim, da ja, lahko gremo v Haloze, lahko gremo v manjše kraje in lahko gradimo te vse stvari, je pa treba biti previden, da počasi ti moraš ljudi pritegniti najprej.
Vasica Topolovo mi je prišla na pamet na italijanski strani, naprimer, kjer se pač tudi odvijajo razni festivali in tako naprej. In tista pozabljena vasica nenadoma postane center sveta, ko pridejo tam umetniki. Na pamet mi pride Banško-Trnovska planota, kjer so opere organizirali v decembru in glej ga zlomka, dvorana je bila nabito polna. Skratka, da se tudi na ruralnih področjih skozi umetnost prevzgojiti ljudi. Ne? Jaz vam povem, ker jaz sem pač tudi, sem tudi pedagog. Učim klavir na glasbeni šoli. Večina okolice je tu doma zrasla za harmoniko, ker sem tudi jaz, moj dedek je igral frajtonarico in jaz sem zrastel z frajtonarico, ampak to so bile ljudske pesmi, govorim, ne narodna zabavna glasba, ljudske pesmi. Od frajtonarice do klavirja to je vesolje, to govorimo o ljudski glasbi pa do umetnosti. Ne? In vidim, ko pridejo starši, to je že prevzgoja. Ko se otrok začne učiti klavir, on pripelje domov že umetnost. Najprej je treba sedeti, je treba vaditi, starši morajo sedeti pa poslušati, tu ni pogovarjanja vmes, to je že prezgoja, vsi so vključeni v to. In jaz sem ta model, sem razmišljal, vse verjetno bo festival na nek način, na malo večjem nivoju to počasi začel delati. Ne? In zdaj pa vidim, recimo, pripeljali smo zdaj, se pravi, po letno noč, poklon slovenski popevki, simfoniki, Big Band RTV Slovenija. Big Band ima svoje jazzovske projekte, klasični koncerti so, Slovenska filharmonija prihaja k nam. To so stvari, ki če bi mi nekdo pred 20 leti rekel, bi rekel, da ni možno, da se to vse dogaja na Ptuju. Potem operna noč vsako leto, recimo. Ne? Zdaj sem pritegnil še mlade, se pravi gimnazijska noč, podobno kot operna noč, imajo svoj večer, pripravljajo program, ki ne igrajo samo bandi rock, ampak imajo tudi orkester, igrajo simfonično glasbo, se pravi. In tako počasi gremo v vse strukture, v bistvu, ne? In zdaj nas že vsi kličejo, kaj bi lahko mi nastopali, ta šola. A lahko imamo mi zaključno produkcijo na festivalu. Bomo se potrudili, pa bomo naredili malo bolj zahteven program. Se pravi, mi smo zdaj prišli do tega, da oni želijo sami sebe spremenjati, v bistvu, ne? In to je moč umetnosti. Janez Škrabec je rekel, da si z investicijami v umetnost na nek način kupuje prestiž, ne? Pa s tem, ko poslovne partnere pripelje v Hrvačo na domačijo, ki jo je obnovil, ne, tudi pokaže nek odnos v očeh njegovih partnerjev do svojih korenin, posledično tudi do umetnosti in do vsega, kar se tam dogaja. Ne. Tako da je pametno tudi te velike firme in korporacije pripeljati, da postanejo ne samo donatorji, ampak partnerji. Ne. Jaz sem študiral podiplomski študij klavirja v Italiji, v Bergamu, na eni zasebni privatni akademiji, katere sponzor je bil en milijonar, lastnik ene blagovne znamke modne. Tam sem spoznal, da ti ljudje, bogati v tujini, njim ni pomembno Ferrari, Porsche, njim je pomembno, koliko imajo umetnin, njim je pomembno, katere umetnike podpirajo. Nekdo si izbere enega violinista in ga podpira celo kariero, pianista, slikarja, nekdo podpira gledališče. Spravi. In tam sem prvič ugotovil to, kaj je že itak skozi celo zgodovino, če gledamo Mozartove sonate, pod vsako sonato piše, kdo je pokrovitelj bil. Ne? Pri nas se je to zgubilo. Tam v prejšnji skupni državi je bila kultura obešena samo mogoče na državne institucije, na kakšna gledališča državne in tako dalje. Ko smo se osamosvajali, ni bilo v tem smislu, ni bilo poudarka, začelo se šele z športom počasi, da so začeli dajati samo v šport, ker z športom se vsi identificiramo, športniki so takoj medijsko zelo pomembni, prisotni. Pa nosilci nekih vrednot, ja. V resnici pa jaz ves čas gledam, imamo Dončića, mislim najbolj srečen, ker moj sin trenira košarko. Ne morem reči, da imamo Slovenci največjo superzvezdo, ampak imamo pa tudi superzvezdnike, umetnike, imamo Gadžijeva, pianista, ki je zmagal na največjem tekmovanju in on je ista zvezda. Če bi šel meriti vse kvalitete, sta tu, ne, oba dva sta genija, ne. Je res, da pač moč športa je toliko večja, ne, ker je pač svet v to sprovociran, ne. In seveda sponzorji so bili navajeni samo v to, ampak jaz se borim že ves čas. Ne samo podpirajte šport, prosim, nujno podpirajte šport, zraven pa kulturo. V bistvu na nek način je tudi tako, kot imamo mlade klube, tako imamo tudi mlade glasbenike in oni rabijo vzornike. Recimo, zato jaz pripeljem Luka Šulića na koncert. Je pomembno, da imamo vzornike, zato sem bil zelo vesel, ko sta Luka Šulić pa Hauser uspela, ker sta v bistvu bila vzor vsem tem, ki so vadili v učilnicah, pa v malih dvoranah, pa tisti mali aplauz pa na velikih arenah. In to je bila takoj motivacija in vem, da so glasbeniki, učenci so začeli ful bolj vaditi, ko so videli, da je nekomu uspelo iz glasbene šole, recimo, ne. To je isto kot zdaj, ko trenirajo košarko vsi. Ti rabiš neke vzornike in neke indole in tu so sponzorji zelo pomembni. Pa se, ko govorijo o kulturi, mislim, se mi zdi, da je zapisano v samo srce nas kot naroda. Na glavni trg smo postavili ne kip vojskovodja, ampak kip poeta. Mislim, ne? Absolutno. Mi se nismo borili z puško pa z mečem, ampak z peresom. Absolutno. Kaj bi si želeli za bodoče za Ptuj?
Za Ptuj si želim, da bi... Pripeljati obiskovalce, ki so v Puli pripravljeni za vstopnico plačati 150 € in da bi te zvabili sem. To ste mi zdaj vzeli besede, ampak ni bila to moja prva misel. Moja prva misel je bila, da bi si želel, da bi Ptuj še bolj se povezal. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ker v takem kraju, kot je Ptuj, si ti soodvisni od vsakega. Vsak prispeva svoj košček. Recimo festival Arsana, to je sestavljen iz 1000 malih podrobnosti. Recimo, ne? Mi nismo javni zavod, mi smo nevladna organizacija. Postali smo zdaj največji nevladni festival v Sloveniji, postali smo evropski festival, jaz sem zelo vesel. To zaradi tega, ker je ogromno ljudi verjelo v to in nas podpiralo. Od prejšnjih vseh županov do zdajšnje Nuške Gajšek županje, ki nas podpira, do javnih služb, ki nam servisirajo stvari, do vseh teh partnerjev, raznih glasbenih šol, raznih zavodov, raznih institucij, nevladnih organizacij, do umetnikov, ki so nastopali. Mislim, da na Arsani je nastopalo do zdaj več kot 11 000 umetnikov, 12 000 umetnikov, okrog 1200 koncertov se je zgodilo, 500 000 obiskovalcev. Skratka, medijskih objav po moje ne vem koliko tisoč. In vse to je prispevalo, v nekem trenutku se je tudi RTV odločila, da potrebuje dobre vsebine in zdaj že 10 let RTV snema dogodke in jaz sem to zelo vesel, ker to je v bistvu tista dodana vrednost, da se potem med letom ljudje gledajo za televizijskimi ekrani naše lepo mesto, dogodke, potem poleti pomislijo, aha, zdaj smo pa bili na dopustu, kam gremo na festival na Ptuj, recimo, ne. In to so take stvari, ki se dogajajo drobne in Ptuj je malo mesto in ta povezanost je zelo pomembna, ker če vsi gledamo v eno smer, potem nam bo uspelo, ne. Zdaj, mogoče smo mi bili eni od prvih, ki smo kazali v to smer, zdaj smo prepričali malo več ljudi, več ljudi bo verjelo v to stvar, prej se bo zgodil uspeh in preboj, ne. Ja, jaz sem prepričan, lani smo že, ko smo imeli Maksima Mrvico, smo vstopnice prodali v 18 držav, to se še ni zgodilo, ne. Mi smo počasi prevzgojili ljudi in smo jih navadili, da se umetnost plača. 10 let nazaj si je poprečen Ptujčan kupil eno vstopnico, zdaj si kupijo po 4-5 koncertov. To se mi zdi največji uspeh. Zato, ker vem, da si planirajo prav, celo dopuste si prilagodijo. Največji uspeh, pa moram priznati, je bil pa privabiti Ljubljančana na Ptuj, to pa je sploh. To je pa večji izziv kot Dunajčana na Ptuj. Ker Ljubljančan ima, po moje predstavi, ima samo v eno smer usmerjeno pogled, to je samo morje, ne. Ljubljana morje, ne rabi nič drugega, ne, Ljubljani se itak vse dogaja, ne. Zakaj bi sploh, ne, bom počakal, da prije vse v Ljubljano, ne. No, mi smo tudi tam it razbili, ne, in se Ljubljančani počasi vozijo in zdaj, ko gledam statistiko prodaje vstopnic, za Josh Stone sta Ljubljana pa Maribor sta na prvem mestu, potem je Zagreb, potem je Avstrija, Madžarska, Nemčija in tako dalje, ne. Razbijete centralizacijo. Pa jaz mislim, da je to bilo nujno potrebno. Seveda, centralizacija bo vedno ostala. Ja. To se tudi, če se mi pogovarjamo, da jo bomo razbili, itak ne bomo razbili, to je samo otvara, ne. Ampak že samo to, da so Ljubljančani se spomnili, da spet na Ptuj in počasi prihajajo, ne, vedno večkrat, zdaj tudi kurentovanje je zelo močno, ne, je močen magnet, je nekaj posebnega, je unikatna zgodba, ne. To se mi zdi velik uspeh. To je bilo 20 let trdega dela in je bilo treba verjeti v eno stvar in predvsem je bilo treba prepričati več ljudi, da so verjeli v isto stvar. In zdaj sem vesel, no, zdaj festival je za Evropski festival Arsana in ni edini, imamo tudi Art Stays, imamo rimske igre, imamo dnevi poezije in vina, potem je dobrote kmetij, potem Salon Sauvignon, festival vina, kino brez stropa, festival narodno-zabavne glasbe, otroci pojejo slovenske pesmi, skratka. Poletje na Ptuju je po moje, kar se tiče festivalskega dogajanja, najbolj bogato poletje v Sloveniji. Če pa mene vprašate, kar se človeškega vidika tiče, se mi je pa dopadla gesta, ki ste nagradili za vstopnico na vaš festival gospo, ki so jo oglobili profesorico zaradi igranja klavirja. Ja, to je pa mene zadelo osebno, zato ker jaz sem imel tudi eno zelo traumatično izkušnjo. Jaz sem tudi živel v večstanovanjski hiši, ko sem bil mlad in ko sem igral klavir, so mi tolkli po ceveh in to me je zelo takrat prizadelo in sem moral iskati nekje drugje prostor. In nisem takoj dobil prostora za vadbo in takrat je bilo biti ali ne biti. Vedel sem, da če ne bom vadil, ne bom prišel na faks in sem moral iskati in sem iskal ne vem kje vse, da sem potem le našel neki kotiček, ki sem lahko igral klavir nemoteno, ne. In to me je takoj prizadelo in si mislim, o tem se sploh ne smemo pogovarjati. Mi se pogovarjamo zdaj, ali bojo otroci bili 5-6 ur na dan na telefonu, ali bojo pa pol ure igrali inštrument. Ker jaz sem pedagog, mi smo že na tem, da otroci eni sploh več niso sposobni biti skoncentrirani 5 minut. Recimo učenci moji, ki so 20 let nazaj igrali sonate, danes skoraj noben več ni sposobni igrati iste snovi. Tak daleč smo. Spravi, toliko jim pada motor, neke sposobnosti jim padajo. Zato, ker elektronske naprave ves čas jih postavljajo v pasivno vlogo. Oni se samo postavijo v zombije in samo
njihovi možgani se izklapljajo, ne? In to je ful slabo. Koliko bolj se to dogaja, toliko bolj jaz intenzivno porivam še več dogajanja, ne? Festival se širi vsako leto, mislim, zdaj je že toliko velik, da je že skoraj ga težko obvladati, ne? Ampak jaz sem vesel, zato ker je tudi velik naval strani glasbenikov, raznih šol, raznih institucij, vsi želijo biti del festivala in tako se mi zdi, da to je bil tudi moj interes, da bi se čim več ljudi poistovetilo s festivalom in da bi to postal v bistvu mestni festival, ne? To je sicer nastal kot društvo, strani posameznikov, iniciran. Nekega dneva verjamem, da bo to postal javni zavod, ker je zelo velik in ga verjetno niti ne bo več mogoče obvladovati kot društvo, ne. Takega velikega festivala sploh ni, večinoma so to javni zavodi. Narodni dom, se pravi Festival Lentjan, je javni zavod. Festival Ljubljana je javni zavod, ne. Arsana je pa društvo, ne. Praktično je to skoraj nemogoče, da je to društvo. Ampak dobro, nevladne organizacije malo sem pogledal po, pravzaprav največji festivali svetovni, med njimi so evropski in svetovni festivali, mislim, da zdaj vem točno, če je Edinburgh, pa še en festival v Švici so nastali kot nevladne organizacije. Potem so se spremenili po 10-15 letih v javne zavode. Ampak začeli so pa z iniciativo kot nevladne organizacije. Tako da mi smo v bistvu bili prav, tako se mora zgoditi. Stvar se mora zgoditi iz človeka, iz ljudstva, ne? In potem, ko zraste, če toliko dobro plasiraš in prepričaš več ljudi, potem bi to najprej vzela občina, država in tako dalje. In potem upam, da bi stvar šla še naprej, ne? Da ne propade. Hvala za ta pogovor in naj bo samo ne bo vaša meja. Dajte še Ptuj poslati v svet in še ostalo okolico in ja, veter v krila, no. Tako da srečno pot. Hvala.